Komisija za preprečevanje korupcije v svojem poročilu ugotavlja, da veliko denarja iz zdravstvene blagajne ponikne za plačevanje storitev zasebnih zdravstvenih podjetij. Ob tem dodaja, da je težava v prepletanju dela zdravnikov, ki poleg javne službe opravljajo tudi zasebno prakso. Od leta 2004 do lani je nekaj več kot 1000 zasebnih zdravniških podjetij s poslovanjem z javnim sektorjem zaslužilo 69 milijonov evrov. Med največjimi zaslužkarji, 151 milijoni evrov dodatnih dohodkov poleg plače, so zdravniki, sledijo zobozdravniki in psihologi. Komisija predlaga zakonsko ureditev prepovedi opravljanja javnega in zasebnega zdravstva hkrati. V državnem zboru poslanci razpravljajo o predlogu sprememb zakona o davku na nepremičnine, ki izenačuje obdavčitev stanovanjskih nepremičnin ter podaljšuje rok za urejanje podatkov do 30. aprila. Zaradi zamika datuma za urejanje podatkov o nepremičninah se zamaknejo tudi vsi ostali datumi, torej tudi datum izdaje davčnih odločb in roki za plačilo davka. Poslanci se med razpravo niso mogli izogniti niti napovedi Ustavnega sodišča, da bo jutri razglasilo svojo odločitev glede zakona o davku na nepremičnine. Opozicija je koaliciji očitala, da ponovno preveč hiti s spremembami, namesto da bi počakala na odločitev Ustavnega sodišča. Koalicijski poslanci pa so zatrjevali, da je hitenje nujno zaradi spremembe roka za urejanje podatkov o nepremičninah. Odbor Državnega zbora za kulturo bo danes predvidoma pozno popoldne začel z obravnavo zahteve za referendum o arhivski noveli. Podpise je v Državni zbor vložila SDS, ki si želi, da bi bil referendum skupaj z evropskimi volitvami 25. maja. A koalicija bo na odboru skoraj zagotovo predlagala prvi možni datum, torej 4. maj. Poslanci naj bi o predlogu odločali v torek. Na nemških letališčih so danes zaradi stavke v javnem sektorju odpovedani leti, nastajale pa bodo tudi zamude. Močno je prizadeto letališče v Frankfurtu, kjer je bilo odpovedanih okoli 550 poletov. Dnevno pa letala na tretjem največjem letališču v Evropi opravijo med 1200 in 1400 poletov. Stavka v Nemčiji zaenkrat v jutranjih urah in dopoldan ni vplivala na letalski promet na brniškem letališču. Noben let ni bil odpovedan, promet trenutno poteka brez posebnosti, drugačne napovedi pa so za popoldan, ko se utegnejo pojaviti zamude pri prihodih letal. Celjsko okrožno sodišče je sprejelo sklep o uvedbi prisilne uprave za tovarno nogavic Polzela, ki mora v 15 dneh založiti predujem za stroške prisilne poravnave v višini skoraj 43 tisoč evrov. Uprava tovarne pa pričakuje, da bo vlada na današnji seji sprejela sklep o odobritvi 1 milijon evrov državne pomoči. Iz načrta finančnega prestrukturiranja je razvidno, da je družba lani ustvarila 8,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj enako kot leto prej. Čista izguba je porasla za 80% na dobre 3 milijone evrov. Tovarna olja Geja iz Slovenske Bistrice je lani v zelo zahtevnih pogojih poslovanja ustvarila za slabih 25 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 16% manj kot leto poprej, za 4% so zaostali tudi za zastavljenim načrtom. Družba je kljub temu lansko leto tako sklenila z minimalnim dobičkom v višini 100 tisoč evrov. Izpad prodaje na domačem trgu so delno nadomestili s povečanim izvozom, ki je znašal 12,5% prihodkov. Jutri se bo delno zjasnilo, popoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možne posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli -1, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej jasno, zjutraj bo v izpostavljenih legah spet možna slana. Danes v dnevniku televizije Maribor. Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra o finančnih načrtih. Tretjina slovenske mladine je pripravljena zapustiti Slovenijo. Pol stoletja obstoja študentskih domov. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.